Evo, super. Še Erika prihaja. Kul, bo malo spremljala. Kaj pol to te to ti Zoom še vseeno lahko pol vidimo še enkrat, če slučajno ne bomo vse si uspele zapisati? Ja, Polona, snemam ga, tako da bo Lena potem ga naložila noter v vašo spletno učilnico, tam pod bonusi ponavadi da, Ja. tako da ga boš lahko tam še enkrat pogledala. Če slučajno pač mi kaj gre ali pa Ja. bilo kaj, ne. Ja, zato. Ok, kul. Evo, snemamo, jaz bom vsake toliko cajta malo pogledala, če bo še kjera v čakalnici, pa jih spustimo noter. Ok, namen današnjega Zooma je, da gremo čez par nekih stvari, ki jih jaz uporabljam, kar se tiče nekih tehničnih programov. Pa čisto mogoče, da vam olajšam določene stvari. Pa je prva stvar, ki bi se jo rada dotaknila, so maili in kako si lahko olajšate, da ne rabite tipkati vsak mail. Zdaj ne vem, mogoče katera to že uporablja, tako da brez zamere tiste, ki že poznate to, tiste, ki ne, vam bo veliko bolj koristno, ampak se mi zdi, meni je to olajšalo ful življenje. Jaz imam zdaj sicer nov računalnik, pa nisem prenesla starih teh podpisov noter, ampak bomo danes skupaj kreirale en tak podpis. Čakaj, kje imam zdaj share screen? Aha, share screen. Evo, boste sam povedali, če vidite? Ja. Se vidi, Ja. ok. Zdaj bom jaz naredila v enem mojem starem mailu, ki ga več ne uporabljam. In sicer, jaz imam to narejeno v mailih iz vidika, recimo, da imamo neko povpraševanje. Evo, pa lahko gremo kar tukajle. Mindology. Čakaj, kje imam jaz te maile? No, saj nima veze, ne bom zdajle. Ampak v bistvu, kaj naredite? Greste v new mail. A se je odprl? Ne. To bom moram še enkrat. To ne vem, zakaj ne premakne, moraš vedno stop share, pa še enkrat share. Evo, zdaj vidite nov mail? Ja. Ok. Ja. In se pravi, poznamo tole funkcijo, kjer imamo signatures. In zdaj tukaj, ko kliknemo, recimo, jaz imam zdaj tukaj Irena Kahne, če hočem podpis Mindology, kliknem tukaj na podpis. Ampak, kaj lahko naredite, da ve ne rabite, čakaj, tole bo pa zdaj, bom sprot spuščala noter. Da ne rabite vedno tipkati maile, ker od mene boste dobile template mailov iz vidika, ko dobite neko povpraševanje, kaj odgovorite, potem dan 1, dan 2, dan 3 in tako naprej. In v bistvu, kaj jaz naredim? Jaz skopiram tale nek svoj podpis, recimo, če hočem, da je na vseh podpisih ta nek moj podpis, in grem tukaj signature, zdaj tiste, ki imate v slovenščini, vam bo pisal podpis, in greste spodaj signatures. Ok? In bomo kreirale novega. New ali nov. Ok? In recimo, da imamo, zdaj hočemo narediti mail za povpraševanje. In jaz jih imam takole napisano, da recimo imam napisano povpraševanje. In dam ok. In zdaj bomo naredile, recimo, pozdravljena, pa pustim takole 3 pikice. Hvala za vaše povpraševanje. Zdaj ne bom celega maila pisala, ker boste to itak ve dobile. Oziroma mislim, da vam je Lena to že aktivirala, nisem ziher.
bom rekla, da vam odpre, da si lahko te maile že nastavite. Hvala za vaše vpraševanje, ne vem, damo paketi, so te pa te, itd. In potem dam lep pozdrav, Irena, in dam copy-pastam tale svoj logo. Ok. In damo save. In ok. In zdaj recimo dobim nek mail, recimo, da mi je Urša poslala mail za povpraševanje, greste samo tukaj v signature in date povpraševanje. In se vam cel mail spiše. Vse, kar morate narediti, je, da potem tukaj, kjer vam manjka, da date pozdravljena Urša, recimo. In pošljete. Se pravi, ne rabite vsak mail tipkati, ampak imate template narejene. In recimo potem imam jaz tukaj dan 1, dan 5, tako kakor imam, ne vem, nek support. Jaz sem to včasih ful uporabljala, preden sem prešaltala na program 17 Hats. Lahko vam ga danes tudi pokažem, tiste, ki bi želeli avtomatizirati svoj posel. A je to zdaj jasno? Ja, Se vam zdi uporabno? zelo. Meni je to ful olajšalo, zato ker res ne rabite kakšne take generične maile vsakič pisati. In potem tukaj, ko greste v podpise, imate pol tukaj cel seznam recimo nekih mailov, ne, karkoli pa želite. Ali pa, ne vem, napišete, da imate nek svoj program, ne vem, srečna nosečka, ne vem, zdaj si izmišljujem, in v bistvu noter v ta mail spišete vse o tem programu in potem, ko vam nekdo pošlje zanimanje za program, samo kliknete ta podpis in se vam cel ta tekst spiše. In ne rabite iskati, ne rabite copy-pastati vsakič in imate res v bistvu lahko tukaj 1000 teh mailov. Lepo jih poimenujte tako, da boste vedeli, kjer je kjer, ne? In to je to. In to je toliko easy, pa toliko časa vam bo prišparalo, da ne vem, meni je bilo to game changer. Ne vem. Ok? Hvala. Ne rabite imeti samo, te podpisi so sicer super, da imate samo ta navaden podpis, ampak res tukaj date toliko tekstov in se vam čisto vse izpisuje. Sploh, kadar boste imeli svoje programe ali pa ne vem, da napišete, tukaj lahko rezerviraš svoj brezplačni klic, pa imate link že noter in ne rabite vedno iskati te linke, joj, kjer link imam za klice, kjer imam, kaj imam in tako naprej. Ok. Tega smo se dotaknili. Potem imamo Calendly. Zdaj moram spet posebej share screen. Se zdaj vidi moj ekran, da odpiram Calendly? Ok. Irina, Ha, pa Calendly, zdajle, oprosti. kar povej. Calendly si rekla, da imamo lahko brezplačano, ne? Calendly je brezplačen. Aha, ker jaz sem to že nekaj gledala, sam čist, ne vem, niti ni bilo nekaj takega časa, da bi se ekstremno temu posvetila, ampak me je tako kar malo zbegal, tako ne zdi se mi dost enostaven. Mogoče bom zdaj, ker mi boš ti povedala, Okej. kaj sem delala narobe. Ja. Bomo zdajle pogledali. Calendly imaš v bistvu brezplačenega, če imaš en event, se pravi, da imaš ga za bukiranje terminov. Zdaj, na začetku, iskreno, vam jaz
ne bi priporočala, da imate vi zdaj posebej Calendly za 15-minutne Discovery klice. Jaz bi vam na začetku priporočala, dajte kar svojo telefonsko številko, da vas kar oni pokličejo. Zato, ker Calendly potem plačujete $10 na mesec, kar spet tudi ni veliko, ampak teh majhnih 10 se na koncu kar nabere. Tako da jaz bi imela na vašem mestu Calendly samo za termine terapij. Ker to je usklajevanje kdaj imaš ti čas, ja, v četrtek jaz ne morem, ti lahko, in je to potem, boste več časa porabili z dopisovanjem, tako pa naredite link in to je to. Drugače pa tiste, ki boste hotele več, je pa pol $10 na mesec, kjer imate neomejeno teh. Opcij. Ok, ker jaz imam zdaj recimo že za salonček imam Setmore, ne? In Setmore ima tudi v ozadju, da pošilja mail, SMS, a ne? Princip Calendlyja je predvidevam, da pol zelo sličen. Isto, tako. Aha, ok. Isto. Pol ni potrebe, da imam dva, recimo, lahko Ne. Ti, ki že imaš sistem, imej kar tisto, kar že uporabljaš. Super, ok, hvala. Potem lahko dodaš novo dejavnost, da ti se pravi kako bi ti da imam lahko salon ločen od svetovanja, ne? Tako, pol to komot lahko narediš. Ok? Super, zdaj v bistvu, kaj bomo mi naredili? Zdaj bi jaz mogla si en mail narediti. My account. Samo mečkam, da vidim, kaj je zdaj tukaj, ker jaz mislim, da bo zdaj mene direkt upisali. Ja, čakaj, če grem na logout. Gremo tukaj od štarta, pa bom jaz dala en XY mail. Ne? Gremo get started in upišemo svoj mail. Bom jaz dala mail od Mindologyja, na temo zihar nima. Irena, ali pa na Irena Kahne. Bom Ireno Kahne pomocela. In greste sign up. A bo Kira zdaj sprot delala? Ali boste si zapisovali? Drugače boste imeli to itak posnet. Jaz bi si vse zapisovala, zato mogoče mi bo pa bolj všeč, pa bom mogoče celo na Calendly. Ja, tako. Da ga svetuješ, no. No, tako. Okay. In greste potem get started. A ja, ga že imam na tem accountu. Ok, probala tega Irena, Kahne@gmail.com. A ja, se ga imam na Unmu. Na Unmu ga imam. Tole. Tukaj ga zihar nimam. Get started. Kva pa je zdaj to? Bom dala na support. Glih toliko, da vam pokažem, kako... Ok. Get started. Ta pa ne bi smel biti. Ok. In tukaj damo recimo naše polno ime. Irena Kahne. Pa damo nek password. Ne vem. Test. Ne vem, karkoli. No, se to zdaj nima veze, tako ga ne bomo uporabljala. In tukaj kliknete I agree to policy, tole pa ne bom, pa continue. In zdaj se vam bo kreiral vaš account. Aha, password moram dati boljši. Okay. We need to verify. Boste dobili mail, kjer v bistvu potrdite verifikacijo. Calendly, confirm my email. In zdaj bi mogli biti.
Ok. Continue. Ki v bistvu pišete, katero ime želite, da se vam izpisuje. Ne? Recimo, jaz sem zdaj dala Mindology, potem boste vi dali svoje ime. In tukaj vnesete, v kateri časovni zoni ste, mi smo Central European Time in date Continue. Potem bo vas vprašal, s katerim koledarjem želite, da se vam Calendly sinka. Zdaj, jaz imam Gmail tegale in v bistvu vi boste zbrali s katerim koledarjem. Če imate Gmail, vam je vedno najboljš, da povežete z Gmailom. Jaz zdajle kliknem, prijava v storitev, naprej in pa dovoli. In se bo Calendly avtomatsko sinhroniziral z vašim koledarjem Google. Okay. Here's how Calendly will work. We will check tool Irena for conflicts. We will add to Irena. Se pravi, hočemo, da on vedno preverja z mojim koledarjem na tool.irena, če so kakšni konflikti. Se pravi, če imam jaz stranko, da on preveri, da mi ne prepiše 2 termina enega čez drugega. In pa, ali hočem, da ko se nekdo logira v nov event, da mi to vpiše v ta koledar. In to imam jaz nastavljeno in gremo na Continue. Potem tukaj lahko določimo, od katerega do katerega dneva smo free, se pravi, da nam on bukira ure. Aha, okay. In tukaj v bistvu vi lahko naštimate splošen koledar, vam bo pa pokazala, kako lahko odprete samo določena okna, katere dneve, ob katerih določenih urah hočete imeti termine. Zdaj bomo zaenkrat pustili takole, da imamo od ponedeljka do petka od 9 do 17, pa damo Continue. Potem, what is your day-to-day role at work? Damo lahko freelance consultant, to nima toliko niti veze, in damo Finish. In zdaj se vam bo odprl ta glavni screen za ustvarjanje terminov. Kako ustvarimo nov termin? Zdaj, on tukaj je dal že nek, kako bi rekla, template, ampak načeloma gremo sem gor na Create. A vi vidite miško, kaj z miško premikam, kje sem? Ja, vidimo. Ok. Se pravi, gremo na Create in damo Event Type. To pomeni, da bo naš ta en event konstantno gor. Če pa hočemo imeti samo enkratni event, damo one-off meeting, tukaj pa v bistvu, kjer želimo, da recimo bi oni izbrali, kdaj jim najbolj ustreza katera ura, da ve potem določite, recimo, da imate skupino 20, pa hočete določiti nek termin, ki bi največ jim ustrezal, bi naredili ta pool, ne vem, kako se temu reče, kot nek kviz, kamor bi one poklikale, kjer termin jim najbolj odgovarja, ampak načeloma tega ne boste nikoli uporabljali. Gremo na Event Type in v bistvu damo one-on-one. One-on-one pomeni, da boste ta link uporabljali za terapije 1-na-1, potem lahko naredite tudi za skupine, se pravi, kjer se več ljudi, ampak ve trenutno tega ne boste uporabljali, niti v prihodnosti, kadarkoli boste imeli skupine, se vam skupine nikoli ne bojo prek Calendlyja opisovale, ampak boste imeli verjetno neko skupino, kjer jim boste ve določili termin, kdaj naj Pridejo. to je bolj za kakšne recimo joge,
ali pa take, kjer v bistvu objavijo več terminov, potem se pa punce na različne termine opisujejo. Tako da mi gremo na 1 na 1. Kliknemo 1 na 1 in tukaj, kdo je host, sem jaz. Zdaj, če bo več ljudi uporabljali vaš Calendly, lahko tukaj navedete, ampak načeloma ste samo vi. In gremo naprej. Zdaj damo ime našega eventa. Tukaj lahko zberete tudi barvo, vam bom jaz pokazala, kako imam jaz naštimano. In tukaj damo recimo hipnoza, pa damo 60 minut. Jaz imam rada, recimo, da mi piše, koliko minut. Tukaj piše duration, pomeni, koliko časa bo trajal en termin. Damo 60 minut. In tukaj lahko določite, ali če imate Zoom, kliknete, zdaj ga jaz ne bom povezovala tega z Zoomom, tako da bomo dali in person. Se pravi, tukaj date lahko več opcij, vam bom pokazala, kako imam jaz to pri sebi naštimano. In date in person in person in to je to in date update. Mislim, da tukaj vpišete, recimo, da date Tomšičeva ulica, recimo tukaj je moja pisarna in date update. In oseba, recimo, ko bo hotela blokirati termin pri vas, bo tukaj se ji bo pokazalo, ali zbiram Zoom, ali pa zbiram, da pridem v živo na Tomšičevo. Ok? Oziroma pač date svojo lokacijo. In gremo na to na continue. Ok. In zdaj se vam izpiše takole koledar. Zdaj bi prišla jaz kar na mojega, ker vam bom tam lažje, ker je moj že sinkan s koledarjem. Ok, jaz tole zdaj zaprla. Še dala Calendly. Jaz imam eno vprašanje. Tule sem rekla, da je tako, da se pač po tednih dneve označa od ponedeljka pa do konca tedna. Jaz imam pa trojizmenski šiht in je vsak teden drugačen. A se da cel mesečni koledar notrdati pač kdaj? Ja, bom zdaj to pokazala. Pišu, ker sem večkrat, kako bom pa zdaj. Samo, zdaj moram pa sem pogledati. Zdaj imam pa s tem novim računalnikom, nimam gesla updatena. Sem večkrat, da pogledam. Tako je. Share screen. Evo. Cool. Se pravi, to boste pol tako imeli, jaz jih imam majčkeno več, ampak tako boste naredili recimo spoznavni klic, vi boste imeli, tako kot imam jaz recimo RTT za 3 ure, boste imeli tisto, kar smo mi pogledali. Tako ste videli, je bilo tisto, naštimano. In potem prvi zavihek je event details. Tukaj smo mi že dali ime, smo dali hipnoterapija, dali smo, da je na voljo, lahko kar tega le pokažem, ko imam še Zoom. Ale bo lepo pokazal, ne. Recimo stranka, ki pride, ki dobi tale moj link, ne,
bo v bistvu videla, da lahko izbere ali Tomšičevo ali pa Zoom. To je tisto, kar sem vam pokazala, da lahko naštimate. In tukaj date nek opis. Dobrodošli in čestitke, še enkrat za odločitev, ste pripravljeni spremeniti svoje življenje na bolje, bla, bla, bla. In tukaj imam jaz tudi v angleščini, ker imam veliko tujih strank. Okay? Načeloma lahko pustite, lahko tudi date v angleščino tudi svoje, v primeru, da imate kakšne tuje in to je to. In damo save in continue. To je prvi zavihek. Drugi zavihek ste samo vi, kot noter, kdo je povabljenec, zato ker vi ne boste delali linke vnaprej, da recimo jaz vnaprej Marušo povabim, zato ker mi ne vemo, kdo so te, ki se bojo prijavljali. Tukaj date invitees, allow invitees to add guests, načeloma to odkljukate stran in date save and close. In potem pridemo na scheduling settings. Ta je zdaj pomemben. Tukaj lahko določite to, kar je Maruša spraševala, koliko dni vnaprej želim, da pokaže moj koledar. Jaz imam naštimano na 150 dni, vi načeloma lahko imate tudi 30 dni, da 30 dni vnaprej pokaže vaš koledar. Lahko tudi določite znotraj nekega okvirja ali pa date indefinitely into the future, se pravi, da pokaže vaš celoletni koledar. Jaz načeloma imam naštimano za 150 dni, to pa je čist v bistvu po vaši želji. Potem date available hours, kar pa v bistvu lahko skopirate od enega od drugih koledarjev, ki jih imate, vi to ne boste naredili, ker boste imeli samo en link. Tako da to ostane prazno. Potem imamo tukaj kjere dneve, se pravi ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, kjerkoli dan želite. Če želite, da se vam usklajuje z vašim koledarjem, načeloma pa naštimate specifične dneve. To je pa tisto, kar smo se pogovarjali. In greste tukaj add date specific hours. Zakaj je to pomembno? Recimo, da boste vi na začetku delali ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, nima veze, kjere dneve boste delali terapije. Jaz načeloma, ker imam toliko nekih aktivnosti, 1-na-1 stranke za regresijo sprejemam le ob sredah. Okay? Zato si jaz naštimam koledar, da so moje srede izključno za stranke za regresijo. Včasih sem imela vse odprto, ampak meni osebno je bilo ful težko, če sem delala recimo zjutraj regresijo, pol sem imela pa, ne vem, takoj po stranki, ne vem, kada bi rekla, sestank za marketing, pol pa še coaching klic. Tako da jaz sem si recimo naredila bolj strukturirano, da imam določene dneve za določene stvari. In jaz regresijo delam samo ob sredah in sem celo sredo v regresiji. In imam stranke, 3 stranke na dan, tisti dan sprejmem, ker so moje seje po 3 ure in jih razdelim samo na sredo. In bi v bistvu naredila tako, da grem na sredo in zdaj tukaj sicer je od 9 do 17, kjer je to marc, 13. In bi v bistvu tukaj jaz unesla recimo noter. Imam od 10 pa do 13 želim imeti stranko. Ne? In potem rečem ok, pa od 13 do 16, pa recimo od 16 do 19. Zakaj je pomembno, da tako ločite ure? Zato, ker da kakšna, če imate pa cel, recimo tako, ki vam on avtomatsko da, kakor smo v osnovi nastavili od 9 do 5,
se vam bo zgodilo, da vam bo ena stranka, zdaj to velja zame, ker so 3-urni bloki, ne. Zdaj, kadar imate po 1 uro, ne igra to velike vloge, ampak če boste imeli pa tiste, ki boste delali tudi regresijo, štos je v tem, da če imate cel blok odprt, vam bo kakšna stranka se naročila od 2 do 2, 3, 4, 5, ne? In pa imate lahko cel dan pokvarjen, zato ker mogoče pred njo ne morete nobenega vzeti, pa po njej, ker je pol že toliko pozna ura. Tako da jaz določam fiksno, kateri 3 termini po 3 ure so fraj. Okay? Se pravi, tukaj se meni nobena stranka ne more ob 11 naročiti, ampak lahko zbere termin ob 10, 13, 16. A je razumljivo? Ja, jaz sem samo eno vprašanje. Povej. Recimo, ta koledar, ki sem omenila, ki ga imam jaz sem pol še buffer time, ne? Je tukaj Ja, tudi... pridemo do tega. Aha, okej. Pridemo do tega. To je zdaj samo zato, če boste delali 3-urne. Tukaj jaz zdaj buffer time nimam, zato ker jaz vedno sem ponavadi stranko 2 uri za regresijo, jaz si dam blok 3 ur, ker imam vedno vsaj 1 uro lufta, ali stranka zamudi, ali jaz malo potegnem, zato si naredim 3 ure. Okay. Drugače pa imaš buffer time. Ja. Zdaj bom tole dala cancel, ker nočem, da se mi to shrani. In potem to zgleda tako, recimo moj koledar je, a imam marca še kaj prej? Ne, marca nimam nič več prej, ampak recimo aprila imam še 2 termina prej, pa 17. imam 2 termina prej. Takole bo pol pokazali stranki, ko bo prišla na ta link. In ona lahko zbere ta termin in nič drugega vmes. Okay? To zdaj kažem samo v primeru, da boste hoteli striktno neke določene ure določiti. Bom pokazala potem tam, kjer nimate teh ur. Okay? In potem imamo, to kliknete, okay? In imate ta buffer time, ki je Urša govorila. Buffer time je pomemben pri terminih, kjer vi hočete, da imate recimo vmes 15 minut lufta in po stranki 15 minut lufta. Morate se pa zavedati, da to edino velja tam, kjer imate cel koledar odprt. Se pravi, da vi imate odprt od 8 do 4 popoldne blok ur in potem se vam bo stranka naročila ob 11 do 12. Se pravi, se naslednja stranka naroči lahko 12:15, ker vam bo on blokiral teh 15 minut tukaj vmes. To vam bom pokazala pri enemu drugemu mojemu koledarju. Tukaj si to lahko naštimate, buffer time. To pomeni, koliko hočete lufta med eno in drugo stranko. Potem minimum notice pomeni, koliko hitro se vam neka določena stranka lahko naroči na termin. Jaz po regresiji imam 2 dni, se pravi, da nočem, da bi me nekdo presenetil, pa da se mi isti dan popoldne naroči na termin, ker se ne bom ne jaz pripravila, ne njega pripravila. Tako da pri regresiji imam jaz minimalno 2 dni, se pravi, če mi Daniela danes bukira termin, pomeni, da ga prvi termin bo na voljo čez 2 dni in imam jaz 2 dni lufta, da z njo se slišim po telefonu, da ji pošljem vprašalnik, da ga ona izpolne itd. Priporočam, da tudi za klasično hipnoterapijo imate vedno 2 dni tega minimum notisa. Da se ve pripravite, da stranki lahko date vprašalnik in tako naprej. Potem lahko določite daily limit, se pravi, koliko ljudi se vam lahko dnevno prijavi preko tega linka. Recimo, če hočete imeti, da rečete, želim imeti samo 3 stranke na dan, ko bojo 3 ljudje uporabili ta koledar, ta link, se bo ta link potem za tisti dan, se bojo termini ugasnili. Vi lahko določite, koliko terminov želite v tistem dnevu prodati. Zakaj je pomembno, da določite ure in da nimate koledarja celega odprtega, je zato,
da če boste določili nek minimum število ali pa neko maksimum število, nočete, da vam ena stranka bukira termin ob 9, ena ob 2, ena pa ob 5 popoldne. Vsaj jaz, meni to ni ustrezalo. Se pravi, jaz imam rada, da so stranke ena za drugo, zato vedno določim bloke ur. Tako da, to je pa spet stvar vaša, ne? Kaj bi vam najbolj ustrezalo. Potem time zone displayed. Jaz dam, da je time zone locked, se pravi, da je samo moja časovna zona, ker v bistvu potem, če se jaz premikam, recimo zdaj, ko sem bila v Ameriki, ko gre nekdo na moj link, pol bi njemu pokazali ameriški čas, pa so Slovenci in nočem. Tako da tukaj dajte lock time zone, da v bistvu vedno kaže svoj čas, če pa nekdo iz Amerike bukira, bo pa pokazoval njihov čas vezano na to, kje so oni. Okay? Tako da to nima veze za stranke iz tujine, ker njim bo pa vedno prikazoval čas, ki je njihov. Važno je samo, da kadar vi menjate neke časovne te zone, da se vam koledar za vaše ne spreminja. In pa show time increasement, se pravi show available start times, se pravi, na koliko se vam prikazujejo termini. Jaz sem tukaj naštiveno na 30 minut, tukaj spet lahko spremenite čist po želji, to je ta nek minimum, ki je naštiman. Potem imamo booking page options, se pravi, vidite, jaz termin za regresijo imam sicer 120 minut, ampak blok imam pa 3 ure, da imam vedno ta buffer time. Tukaj vi lahko ustvarite, katera vprašanja želite, da vam stranka pred terminom izpolni. Zdaj, vi to ne boste rabili, ker boste imeli ločen vprašalnik, ampak načeloma vi lahko že v Calendlyju ustvarite vprašalnik. In boste dali naslov pa ime. Tukaj v bistvu ne dovolite, da oni povabijo neke goste v vaš link. Location options, se pravi, določite lokacijo, se pravi, je to, ne vem, Slovenija, Ljubljana, kjerkoli. Jaz jih vsem v Calendlyju prosim za telefonsko številko in pa ali želijo z mano kaj deliti, da se jaz lahko pripravim. To kliknete tukaj na te 3 pikce in date edit in potem spreminjate. Zdaj, če tukaj za telefonsko številko je one-line, če pa hočete, da vam več nekih opisov date, pa multiple lines. Se to bo vse posneto, pa boste šli lahko korak po korak. Calendly vam ravno tako omogoča, da sprejemate plačila preko Calendlyja, jaz načeloma tega nimam. To vključite potem tiste, ki imate PayPal ali pa Stripe, jaz načeloma tega nimam, ker imam sistem za izdajo računov. Ampak lahko tukaj vnesete tudi recimo PayPal account ali pa Stripe. In pa potem confirmation page. Tukaj lahko tudi vnesete display Calendly, da vam on avtomatsko pošlje tisti link do termina in tako naprej. In pa links on confirmation page, jaz imam off, zato ker imam drugače speljan sistem, ampak načeloma greste na edit, da recimo ustvarite, da bi tukaj oni večkrat isti link uporabili, ampak to jim itak deluje, ker bojo link imeli v vašem mailu. In pa komunikacija, tisto, kar je Urša pregovorila, se pravi, tukaj vi lahko nastavite email reminders, spet na edit,
date subject, recimo kmalu prihaja najin termin, vpišete mail in pa določite, koliko prej želite, da Calendly vaši stranki pošlje mail. Zdaj, ali želite, da ji pošlje v 24 urah, se pravi 24 ur pred terminom in date save and close. In potem bo v bistvu Calendly sam pošiljal termine. Tukaj v bistvu lahko dodajate nove maile. Se pravi, recimo, da rečete, želim, da pošlje mail 3 dni prej in potem želim, da pošlje mail 2 dni prej, date tukaj nov add workflow, pa dodate še enega. Potem imate možnost tudi, da pošlje SMS sporočila, spet date edit, koliko prej, ko bo stranka vnesla svojo telefonsko številko, bo Calendly poslal tudi tale SMS in pa email follow-up. Spet, jaz tega nimam naštimango, ker uporabljam 17Heads in mi to on vse pošilja, ampak recimo, če imate vi termin, pa želite, da stranka dobi nek mail po vašem terminu in tukaj napišete, hvala za tvoj čas, zelo sem bila vesela, ne vem, ker sva imele uspešno hipnoterapijo, karkoli, in želite, da ta mail ona dobi 1 uro po vašem terminu ali pa 1 dan po vašem terminu. To je mogoče super, da ne razmišljate, kateri stranki kaj poslati, pa vam v bistvu Calendly to sam pošlje. In date spet save and close in to je to. Ko greste nazaj, imate tukaj tale gumb share ali pa copy link. Če kliknete na copy link, dobite link, recimo, če jaz zdaj odprem nek Wordov dokument, bo link, ga lahko copy-pastate. Ali pa če greste tukaj na share, ne, in isto date copy link. In kopirate v nek e-mail. To boste videli tam, ko vam bom dala e-mail template, imate tukaj blokiraš svoj klic in tam prilimate ta link. In ta link je potem vedno isti. Ok? Recimo, tukaj vam lahko pokažem brezplačni klic. Ne, recimo, pri brezplačnih klicih pa imam buffer time, ker nočem, da so mi en za drugim, ne, in imam 15 minut med enim in drugim klicem, se ne morajo prijaviti na Discovery klic, minimum notice imam spet 2 dni. Ampak tukaj bi vam jaz rekla, da zdaj ne plačujete teh $10, da dejansko pač samo date svojo številko, pa vas ljudje direkt pokličejo. Jaz tega nimam odprtega zato, ker imam toliko drugih stvari čez dan in nočem, da me, ne vem, če imam terapijo, sploh ob sredah, jaz ob sredah nobenega ne morem klicati nazaj, tako da imam jaz ponavadi srede, če vidite tukaj, za klice zaprte. Tako da ob sredah ne morajo pri meni blokirati klica, ker sem ob sredah cel dan s strankami. Tako da to je to. In potem ga lahko tudi barvno označite in tako potem se vam tudi on v Gmailu opisuje s to barvo. Jaz sem zelo vizualen tip, to sem vam že kazala. Jaz načeloma imam rada Calendly, ampak vedno, ko Calendly se nekdo prijavi, jaz si vedno pač v svoj zvezek opisujem in barvno barvam vezano na to, katere barve imam, ker jaz pa moram imeti v zvezku. Vodno pa zvezek, ne? Jaz isto. Da, tako da ne glede na to, da imam vse računalniško narejeno, meni, ko se nekdo blokira, jaz vedno prepišem še v svoj zvezek in si s takimi barvami potem načeloma pobarvam, da vem, recimo, meni so oranžno stranke, točen vem, vijolično mi je Mindology, zelene so neke moje privat stvari in jaz potem, recimo, ko mi nekdo reče, kako si drug teden frej, avtomatsko mentalno vem, tam imam vse oranžno, lej v sredo nimam, ne rabim gledati na link, ker
že imam to neko sliko v glavi, kako imam dneve zapolnjene. In tukaj vedno lahko recimo tiste, ki boste plačevali Calendly, date pod Create in potem lahko v bistvu ful enih stvari si različne koledarje usklajujete. Ok, a je ta razumljiv? Ful je drugače enostaven za uporabljati, res nobenih nekih, samo toliko, da greste po koraku, da ga nastavite in to je to. Jaz sem eno vprašanje. V primerjavi s Setmore se mi zdi, da je tale veliko bolj obsežen, ali pa jaz Setmora ne poznam tako dobro. Edino zanima me, ko si rekla, da tega ne rabimo plačevati, a ima ta že SMS v free verziji ali samo e-mail? Ima SMS v free verziji, ampak za en link. Za eno osebo recimo? Ne, za en dogodek. Aha, ok. To pomeni, Se pravi, če imaš en dogodek noter, recimo, da bi imela samo eno terapijo, potem imaš to brezplačno. Ok, vprosti, to je mišljeno kot eno storitev za... Eno storitev, tako. Za celo leto? Eno storitev za celo leto, recimo. Dokler imaš Calendly odprt. Ja. Ok. Ja, eno storitev, se pravi, da bi imela samo 60-minutno terapijo noter, ne? Tako, in je potem ta noter vnešena in zato potem klientu pošilja, katerim bolj klientom pošilja SMS tudi, ne? Tako. Ok, hvala. Ja. Ker recimo, a veš, jaz imam 4 linke, glih zdajle nekaj prenavljam, pa sem zbrisala, ker drugače imam link še za 60 minut, kjer delam klasično hipnoterapijo pa coaching klice, ki imam, ampak prej sem imela dva ločena linka za klasično pa za coaching, pa sem jih zato zbrisala, ker zdaj bom naredila samo enega, ker je brez veze, da imam 2 linka, ker je vse 60-minutno. Tako da zdaj sem v fazi prenove linkov, zato teh 2 nimam, ker jih bom dala v eno, ker je čist brez veze, da imam 2 linka, glede na to, da gre za isti time block. Okay. Ampak načeloma, in super je, ker v bistvu, kaj se zgodi, ko je Calendly povezan z vašim koledarjem, ne? In recimo jaz rečem, drug teden se mi pa ne da delati, zdaj načeloma jaz glih ne moram to narediti, ker imam določene termine že vpisane, ampak jaz grem potem v Google koledar svoj in ko jaz v Google koledarju na telefonu blokiram cel teden, mi noben nov ne more se vpisati. Ne rabim nič v Calendlyju delati. Se pravi, jaz karkoli vpišem v Google koledar, on avtomatsko sinhronizira z vašim linkom tukaj in vam ne pusti stranki, da bi za tisti dan blokirala recimo terapijo, ne? A veš, ti v bistvu vse upravljaš iz svojega koledarja. Ne rabiš iti sem pa tukaj brisati termine, to hočem reči. Ne? Ampak on avtomatsko sinhronizira s tvojim Google koledarjem in karkoli ti vneseš v svoj Google koledar, on avtomatsko zazna in ne pusti, da bi stranka recimo blokirala termin, če imaš ti recimo označen, da si un dan na seminarju. Ok, super. Ne zbriše tistih terminov, ki so že noter, ne, kar je logično, ampak v vsakem primeru pa ne pusti. Ne. Sploh je to super, ko imate enkrat več linkov, ne, bi bilo pol to ful smotrno, da bi jaz mogla v vsak link iti brisati un dan. Ni, je samo v Googlu ali pa s katerimkoli drugim koledarjem, ki ga povežete in to je to. Ok? Tako da načeloma, se pravim, ni tudi, če ga dokupite, je $9, to je, ne vem, nekih 7-8 evrov, tudi vsaka cena, ampak se pravim, zakaj plačevati, če vam zdaj v osnovi ni treba, ker pri meni je bilo tako, da je bilo na začetku, a veš, 9 pa 9 pa 9, pa se pa kar nabere teh nekih malih po 9. In res ni potrebe, no.
Vsaj na začetku, ne. Ok. Cool. Zdaj pa poglejmo. Ok. Audacity. Zdaj, kako je nekaj napisano, lahko tudi jaz zdaj tukajle v chat napišem. To smo že, se pravi, tole, tole je bil kalendli.com. Zdaj imamo pa audacity.com. Pa audio in zdaj bi vam rada pokazala. Ja, .net, sorry, .net je. Audio jungle, delete, audio jungle.net. Audiojungle.net je stran, kjer jaz največkrat kupujem glasbo. Tako da v bistvu ustvarite account tukajle v sign in naredite svoj account. Audiojungle ima res zelo veliko te glasbe, je pa pomembno, kakšno licenco zberete, in recimo, če damo meditation music, recimo, pa damo search. Kar je meni pri Audiojunglu všeč, je to, da lahko preposlušate glasbo. Se pravi, nikoli ne rabite na blef kupiti neko glasbo, ampak vsako glasbo lahko preposlušate, če vam je všeč. In to je meni dobro, ker včasih, ne vem, sem kupila neko meditacijsko muziko, pa na koncu mi ni bila, ne. Tako da vsako lahko preklikate, tudi cene imate, ne, recimo ta je $8. In kar je zelo pomembno, kar bi rada, da se ne zafrknete, je, da pogledate tukaj licenco. Okay. Se pravi, standard music, če boste za svoje stranke, greste na licenco details in boste videli, kaj vam je dovoljeno. Tiste, ki boste objavljali na kakšnem YouTubeu, pa to, boste videli, da recimo večina Audiojungle glasbe vam je dovoljena za YouTube. Ok? Kar pa se tiče recimo za TV, radio broadcast ali pa ne vem, online equivalents, je pa tukaj do 1 milijona, ampak glede na to, da ima naša draga Slovenija 2 milijona prebivalcev, ne verjamem, da boste, mislim, upam, da boste imeli več kot milijon poslušalcev istočasno, ampak že tale recimo standard licenca vam je čisto zadošč, če pa boste recimo neko reklamo dali na televizijo, morate vzeti pa tale music broadcast 1 milijon, da vidite licenco. Zdaj, kar se tiče YouTubea. Tukaj morate biti tudi eno stvar zelo pozorne, in sicer, če boste naredili produkt za YouTube. To ni problem, recimo, če boste to glasbo uporabljali za stranke. Ampak stvar, ki jo dostikrat ljudje spregledajo ali pa površno beremo, je to, da vi lahko to glasbo uporabite na enem samem produktu. Kaj to pomeni?
Naredili boste hipnozo, ki jo hočete objaviti na YouTubu, boste to glasbo lahko uporabili enkrat za ta specifičen produkt. Ne? Se pravi, number of end products je 1. Vkolikor boste ponovno objavili ta isti z novim produktom, recimo sploh tiste, ki boste hoteli imeti monetizacijo na YouTubu, se pravi, da bi z YouTubom hoteli služiti, vam monetizacije za YouTube ne bo upošteval pri drugem videu. To nima veze za posnetke za vaše stranke, to samo za stvari, ki jih boste bodi si dajali na YouTube ali pa prodajali. Se pravi, če boste hoteli narediti CD z hipnozo in z glasbo, lahko ta posnetek za $8 uporabite enkrat. A je razumljivo? Ok? Se pravi, če boste to prodajali, enkrat ga lahko uporabite, ko ga boste v drug produkt dali, ste že v prekršku. Se pravi, razen če imate, 10,000 copy limit for a downloaded or physical end product. Ne? Se pravi, ampak to je en produkt. Cool? Tako da na to boste pozorni, da ne bi imela kakšne težav. Načeloma se pravim, meni se zdi pol, koliko je ta že toliko dražji, ko vzamete, ne? Ampak vedno gre za en produkt. Cool? Meni je Audio Jungle super, drug je pa Silencio Music. Spečkam, kako se napiše. Silencio Music. Silencio music.co.uk. UK. Tukaj sem tudi že jemala in kupovala glasbo. Isto Silencio ima super, da lahko preposlušate. Silencio pa je v bistvu prav, ima ful teh, on ima prav Blissful Music for Hypnotherapy, kar je ful lušten, pa se mi zdi, da je dosti cenejši. Ker ga imate prav, imate meditation pa hypnosis. Spet to smo se pogovarjali, glasba za meditacijo ni ista kot glasba za hipnozo. A je tako? To smo že omenjali. Zato, ker hipnoza imate binaural, ne vem, kako v slovenščini, binaural beats. Ne vem, kako se to reče. Ne? Se pravi, lahko recimo rečemo soul calm, tudi ful cenejša je glasba na Silenciju. Najdete v bistvu tudi komade, ki so, ne vem, damo evro, licenca, se pravi, no, kaj ga meljaš. Se pravi, imate lahko personal use, pol ne rabite, če pa date pro therapy, se pravi, da boste v svoji terapevtski sobi ali pa še digital, je potem 30 evrov. Če pa date samo za terapevtska, je pa 12 evrov. Isto pogledajte licenco, se pravi, da te lahko v background music uporabljate s klienti, v skupinah, snemate terapije, se pravi therapy sessions, ambient music, edino tukaj morate gledati, ali lahko to objavljate na YouTubu. To vedno pogledajte. Čakaj. Pro therapy license. Mislim, da tale ni za YouTube. Allow you to use music as therapeutic and music guided in YouTube. Tako da vedno to pogledajte. Prav, da ne boste imeli kakšne težave, je za brez veze se potem z nekom neki špogati. Se pravi, silenciomusic.co.uk. Tukaj imate ful različnih in na Silenciju imate prav za hipnoze tudi. Te dve sta meni najljubše. Okay.
potem gremo na Audio Jungle. Ne Audio Jungle, Audacity. Audacity si boste mogli inštalirati na spletni strani, share screen. Audacity. Zdaj, jaz vam to ne morem pokazati, ker imam jaz že inštaliranega, ampak taka je ikonca. Audacity Free Audio Editor. Audacity je tudi brezplačen. Ne rabite plačljive verzije in tukaj date download. Ko se vam bo enkrat downloadal, ko ga boste imeli nameščenega na svojemu računalniku, bo Audacity izgledal takole. Na živce mi gre, ko moramo vsakič nehati šerati. Evo ga. Tako izgleda osnovni Audacity profil. In kako delate z njim? Bolj je enostaven. Greste na file in date import audio. Ok. Recimo, ne vem, da gospodar časa. Čakamo. Mislim, da ima ta že glasbo, ker to so moji že narejeni. Sedaj globoko vdihni. Ni, ok. Ne? In recimo lahko, da boste vi že snemali v Audacityju, kadar snemate v Audacityju, Audacity odprete in samo kliknete na tega rdečega, record. Kliknete record in on od spodaj potem snema. Kliknete stop. Ok? Zdaj tega ne bom uporabila. Vkolikor pa ste snemali recimo na telefonu, ga naložite na svoj računalnik in greste tukaj file, import audio. Če pa snemate že z Audacityjem, kliknete pa samo na rdečega. In potem imamo svoj glasovni zapis in gremo file, spet import audio, spet isti postopek. In jaz imam tukaj kar mapico Music Background in dam Therapeutic Music for Coma Patients. Ok, to ne bomo rabili. Activate your higher mind, evo, recimo. In bo Audacity naložil posnetek pod tega. Sem glih najdaljšega zbrala. Se opravičujem, evo, glih najdaljšega sem zbrala, ki ga melje. Nošem. Vam bom pokazala tukaj, jaz načeloma včasih sem poslušala svoje posnetke, pa sem pol brisala neke šume vmes, zdaj tega več ne delam, ker to vam pol ful enega časa vzame. Ampak vam bom pokazala tiste, ki boste hoteli komplicirati, vam bom pokazala, kako to naredite. Ampak vam res ne priporočam, ker če bojo vaši posnetki 20-25 minut dolgi, pomeni, da boste mogli porabiti 20-25 minut časa, da preposlušate cel posnetek, pa pol, če vam 5 minut editanje vzame, je to 35 minut časa, ki jih nikoli več ne boste dobili nazaj. Zdaj ste videli, ne, da je ta spodnji posnetek, kjer je glasba ful daljši. Naredite kaj? Čakaj, kako je lahko tole umaknem, kaj me moti? Ok, takole. Boste naredili tako, da recimo jaz vedno pustim en konc na koncu, da je daljša malo glasba od
samega posnetka, pridete sem in z miško samo potegnete, obarvate. Se pravi, držite miško in pobarvate. In kliknete gumb delete na računalniku. Ok? In zdaj bi jaz hotla, če to poslušamo, ne vem, a vi slišite, če se predvaja glasba. A se sliši, če se glasba predvaja? A vi slišite glasbo? Ne. Ne. Ne, Irena, mogoče moraš stisniti tam share sound, ko je share gumbek. Advanced sharing options. Ne, čakaj. Kje je to? Če bi šla ven iz share screen, pa stisneš spet share screen, pa čisto na dnu tegale screenčka, kjer potem izbiraš, kaj boš sharala. Aha, share sound. Aha, vidim. Hvala. Prosim. Gremo še enkrat. Aha, zdaj vidite? Vidimo, ja. Ok. Se pravi, zdaj sem jaz odrezala posnetek, kar pomeni, da če predvajam posnetek, bo posnetek se kar naenkrat ugasnil. No, daj. Ste slišali? Ne, A ni bilo slišati glasbe zdaj? ne. Share sound. Share. Kje imam jaz? Načeloma zdaj bi mogli biti. A tebi igra? Mislim, ti ga slišiš? Ja, jaz ga slišim. Mi ne. Ne slišite? Ne. Ne glasu, ne muzike. Ok, no dobro, sej nima veze. Ampak dojemate, da je glasba v bistvu kar naenkrat prekinjena. Je tako? Ja. Si lahko predstavljamo. Ne znam, ne vem, kako vam pokažem. No, in v bistvu, kaj je zelo pomembno, da tukaj naredimo? Greste proti koncu posnetka z miško in obarvate ta del. Recimo, sam z miško potegnete in pobarvate, a vidite, da je zdaj bolj svetlo moder. Se vidi? Ja. In greste gor na effects, greste na fading in greste fade out. In kar vam bom od 10 naredil je, da vam bo glasbo sam lepo utišaval, da lepo se s fade outa, da bo konc tak lep. Ok? Se pravi, označimo, kjer del hočemo, vedno ta del, ki v bistvu štrli od našega glasovnega posnetka. Gremo na effects, fading, pa fade out. Načeloma, kadar imamo posnetke, ki si jih naložimo, so ponavadi na začetku že lepo odrezani, ampak lahko bi tudi na začetku obarvali, pa gremo effects, pa damo fading, pa fade in. In ga bo spet lepo iz nule, bo lepo glas pojačal. Enako lahko označimo tegale, celega, in ga majčkeno premaknemo.
Sam takole z rokico. A vidite, da ga premikam? Nočem, da bi jaz takoj začela govoriti, ampak premaknem zgornji video, zgornji audio, mečkam, da se tale lepo normalno začne. Bi vam jaz, da vi slišite glas. Ni mi jasen. Da vidim, če boste glas zdaj slišali. Ali pa če imam jaz toliko potih, ali pa jaz, ne? Nič ne slišite glasbe? Ne. Ful čudno. Čakaj, kaj pa zdaj, ko bom začela govoriti? Samo mečkam. Prej smo slišali tudi pogovor, ampak ne muzike. Zdaj pa nič ne slišimo. Ne slišite zdaj mojega glasu, ko govorim? Ne. Ne štekam. Ok. Dobro. Lej, no, v glavnem, važno je, da veste, kaj sem naredila, no. Se pravi, takole, ko boste z miško šle, boste videli, se vam bo rokica in ko se vam rokica pokaže, vi lahko ta video premikate. Se pravi, namen nam je, da ko nekdo pržge audio, posnetek naš, da ne butne takoj naš glas. Ampak pustimo, da glasba majčkeno narašča in potem, da mi začnemo govoriti. Kaj jaz rada naredim, je še ena stvar. Videli boste, zdaj na žalost, jaz ne vem, kako naj vam dam na glas, da boste slišali. Čakaj, kaj pa je tole? Ne, playback speed. Videli boste, da sta glasba in moj glas na isti jakosti. Ne? To pogledate tukaj, effects, ne? Sta oba na sredini. In kaj jaz rada naredim, je to, da tega spodnjega, kjer je glasbo majčkeno dam v minus. To tukaj vidite. Zato, ker nočem, da sta glasba in moj glas enakovredno jaka, ali kako bi temu rekla. Se pravi, da jaz, ko predvajam, tukaj potem preposlušam, zdaj na žalost vam ne morem, ne štekam, zakaj ne slišite. Je samo prvi znak, da se čudovito. Zdaj se pa sliši glas. Slišimo. A res? Glas slišimo, ja, sem tako zelo potiho. Preprosto pozabiš na vse, okoli Jaz ne slišim nič. Jaz slišim, ampak muzike ne slišim. Občutek lebdenja. Glas se sliši. Ja. Irena, a je možno zato, ker je glasovni zapis ima tam malo modro obarvano, čisto na začetku neko okenček, glasbeni pa ne. Ne, nima to veze. Ta je, ne vem, pojma nimam. Ker veš kaj, jaz mislim, da je to fora tudi tega mojega ekrana, odkar sem dala ekran na laptop, ko imam v pisarni, da nisem na laptopu, tudi jaz slabš vas slišam. Lahko, da je to kje fora, ne vem, audio setup, host recording, audio settings. Okay. Ne vem. No, ampak v glavnem ste dojele point, ne? Se pravi, vedno poskrbite, da je glasba, ki je spodaj, bolj utišana, kakor je vaš glas. Okay? In ko ste zadovoljni s posnetkom, to sem hotela še pokazati. Recimo, če bi hoteli brisati neke delčke ven. Greste tukaj v view, zoom.
Zoom in je CTRL-1. Lahko tudi tukaj klikate, ampak načeloma, če klikate CTRL-1, boste videli, se vam recimo ful da narazen. In potem bi vi poslušali in recimo, da je tole nek cmokec, ki ga hočem dati ven, ga spet samo označite z miško, se pravi od tukaj do tukaj in spet samo kliknete delete in vam bo ta del zbrisal ven. Ali pa recimo, ne vem, da vam je zvon zazvonil, veste pa snemale, lahko pustite in potem, ko pregledujete posnetek, ruknete to ven. To je čisto enostavno, samo označite in kliknete delete. Enako, če želite recimo, da bi imele malo več tišine, pa recimo veste, da je tole tišina, spet označite, normalno, tako kot imate funkcijo CTRL copy, tako kot imate pri Wordu, kliknete zraven in dodate in vam on doda malo več tišine. To je super v primerih, recimo, ko hočete imeti večje te kose tišine, pa pol ne rabite biti vi 1 minuto tih, ampak kar snemate in potem same dodajate tišino. Prav? A je smiselno? Ja, imam pa samo eno vprašanje. Recimo, ko si rekla, pozvoni zvonek, ne? Kaj pa, če to v bistvu takrat, ko ti govoriš, lahko samo te dva zvoka ločiš in zvonec odstraniš, svoj glas pa pustiš? Lahko bi noise removal in repair. Aha. Tukaj bi v bistvu zdaj gledala, se pravi, bi recimo kliknila na nek, sem zdaj tale ne bo deloval, ker nimam. Ok, ne, se v redu, da si povedala, obstaja. Ja, tukaj le imaš, noise removal in repair. Načeloma pa, če greste na YouTube, pa vtipkate Audacity Beginner's Guide, imate toliko brezplačnih videoposnetkov na YouTubeu o Audacity. Jaz sem vam zdaj pokazala res to osnovno, kar boste najbolj potrebovali, ne. Tako da, drugače imate pa tam ful dobre videoposnetke, kjer res Audacity, tiste, ki hočete malo bolj neke zahtevne funkcije, imate na YouTubeu res ful teh opisov. Tako da si malo poglejte Audacity Beginner. Mislim, da v slovenščini ni nekih opisov, tako da tiste, ki imate pa MacBook, imate Apple, je pa GarageBand, za posnetke tudi dober, ampak ga pa jaz ne uporabljam in vam ga ne znam niti pokazati. Ampak načeloma Audacity deluje in na Apple in na Windowse. Ok? Imam še eno vprašanje. Povej, Karin. Meni se vedno zdi, da ti načeloma še dodatno usklajuješ glas in glasbo, kar se tiče hitrosti govoru, a tak. Meni se zdi, da imaš, ko snemaš hipnoze, da imaš slušalke gor z glasbo. Ne. Jaz sem zdaj umaknila. Ne morem verjeti, da je to naključje. Ne razumem tvojega vprašanja. Da jaz usklajujem svoj govor z glasbo. Ne, s tem premikanjem. Samo tako. Ja. In ko recimo preposlušaš celo zadevo, ne, in želiš imeti lepo, lahko dodaš malo tišine vmes, ne? Ja, to vse v Audacityju delaš. Jasno. View, zoom out, CTRL-3. To sem pozabila pokazati. CTRL-3. Da ga vrnem nazaj. A veš, tukaj v bistvu ti že gledaš, ne, recimo,
da jaz premaknem, da recimo moj glas se ne začne, ko je tukaj najbolj glasno. Že tukaj v bistvu jaz poslušam glasbo in ga jaz potem premikam, ne? Zdaj sem ga tukaj odrezala, ampak načeloma, a veš, in bi ga jaz potem premikala levo, desno. No. Zdaj sem ga nekaj premaknila. A veš, recimo lahko ga tukaj odrežeš, podaljšaš, to vse sam z miško delaš. Ne, ga premikaš. To je mi jasno, samo še vedno mi ni jasno, kako ti veš, hitrost, tempo te glasbe, ne? Ja, preposlušam, jaz glasbo zberam, a veš, po občutku, ampak se jaz ne govorim po glasbi, Imaš pa v ušesih v bistvu, ne? samo zdi. Ne, to se po moje tebi samo zdi, da jaz, ampak jaz glasbo vedno naknadno dodam, jaz ne govorim po glasbi. To imaš lepo. Ne, ampak se to bo vam isto izpadalo. Ker ta glasba, a veš, meditacijska glasba je mogoče 3 minute ista. Ona ni, ko boste imeli 1 uro posnetek, ona ni Jasno. različna 1 uro, ampak to so, ne vem, 5-minutni odseki, ki se skozi ponavljajo. A veš? No, to sem pozabila. Ko ste enkrat zadovoljne, to vedno poslušate, kliknete in kliknete play. Vedno preposlušate, ali vam je všeč, in če je karkoli treba premakniti, premikate. In ko ste zadovoljne s posnetkom, greste na file, export audio, date, ne vem, zdaj tukaj piše gospodar časa, hočem, da mi da v MP3, to pustim vse isto, da je to entire project in kliknete export. In vam bo on already exists. Ja, dobro, ne bom zdaj, ker je isti ime. In date export in vam ga on shrani na računalnik. Ko bo on shranil, bo on združil sam ta 2 posnetka in naredil enega. Ve pol nič ne rabite delati. Recimo, lahko se ful igrate s tem, da boste kupili recimo samo ptičje petje. Ne vem, zdaj si izmišljujem. Potem spet greste na tole, import audio, dodate samo ptičje petje in ga spet premikate tam, ko hočete, recimo, če vi govorite o neki jasi, kjer so ptički, ne, vi v ta del, recimo, da tukaj govorimo o neki jasi s ptički, vi lahko do sem premaknete ptičke. To je spet tisto, a veš, koliko želite komplicirati. Ne? Ali pa, ne vem, ene govorijo o morju, pa pol dodajo, ne vem, valove. A to v radiju, že obstoječe glasbe se recimo da te valove dodati, ali imamo sprav out, pa valovi, pa fade in, pa naprej meditacije. Je lahko eno z drugim? Lahko. Ti lahko kupaš samo glasove, določene brez glasbe, ne? Recimo, da bi ti hotla v Audio Jungle, ko greš, da bi hotla vtipkati noter bird singing, ne vem. In imaš samo ptičke brez glasbe in ti potem te ptičke lahko dodaš na svoja 2 že obstoječa, na svojo glasbo, na svoj glas in pol ptičke premikaš. Ali pa ne vem. Tako da to komot se igraš s tem. Lahko pa že kupaš audio meditacijsko muziko s ptički, samo pol jih boš imela čez cel audio. Ne? Če pa hočeš, da so samo določeni, ti pa priporočam, da vzameš samo glasbo brez dodatkov, pa pol ti dodajaš ptičke. Ali pa ne vem. Zdaj pa še eno vprašanje imam jaz pri tem. Zdaj ne vem, vmes mi je ena stranka zvonila, nisem videla, nisem slišala, če ste govorili o tem, ampak ko recimo ti delaš meditacijo, v ozadju se sliši tako kot en odmev. Ja, efekti. Aha, ok. No, to me je zanimalo. V redu. To se da tudi dodajati, tako kot si prej rekla, med efekti, da daješ fade in, fade out, daš lahko tudi to. Ja, čakaj.
Tukaj imaš, ko greš na effects, lahko dodaš add real-time effects. Aha. To se poigrajte, se pravim. To je vse stvar. Zdaj, jaz, kadar za stranke to delam, jaz ne zgubljam toliko tega časa. Strankam to ne igra vloga, boste vi dodali nek efekt na svoj glas, zato ker ga med terapijo niste imeli. Ne? Okay. To je bolj, če boste delali neke posnetke, tako kot jih jaz delam za YouTube, ko hočem, da je efekt gor. No, to sem mislila, ne? Ker recimo zdaj ta malo poslušala tvoje meditacije večerne, a ne? In mi je to tako, ko smo se pogovarjali o tem, ok, to se tudi da in me zanima, če je to pač zgolj tukaj opcija, ne? Razumem pa tvoje ohranitev razumnega časa, to mi je čisto logično. Okay. Veš, recimo ti zdaj, ko govoriš, ko si v takem prostoru, imaš ful efekt v glasu. Ne? Okay. Bom pokazala. Jaz sem zdaj mogla vse pospraviti, ker sem nekaj premikala. Ampak načeloma, to vam bom pokazala, jaz imam taka pena pride. No, to je bilo pa moje naslednje vprašanje. Kako imaš mikrofon, da je zadušljiv, ker jaz imam od sina bratranc, si je naredil mini studio v svoji garderobni omari. Ne rabaš. In sem rekla, prav vprašam, kako imaš ti to urejeno, no? Tale je super, ker je v bistvu ful zložljiva, cela se takole zloži in je v bistvu ena taka kockica. Jaz sem zdaj načeloma to pospravila, samečken, vam pokažem. Zakaj pa mi hoče confirm you're speaking English? Ne govorim jaz English. Cancel. Evo, vam pokažem spletno stran. Ok, spletna stran je musiker.si. Pa vam bom jaz kar link dala. Medtem, ko delaš link, pa je samo vprašala, kakšna je časovnica današnjega Zooma, da je fenta naprej? Načeloma, jaz sem si vzela čas, tole zdaj še pokažem, pa bomo počasi zaključile. Ok, jaz se sam tukaj, da vem, ker imam pol naprej, da ne bom. Evo, vam še tole pokažem. Se pravi musiker.com. Ne si, ok. .si, pardon. Ok. Jaz mislim, da je tole. Čakaj. Mogla najdeti, mislim, da je bil 60 evrov moj cel set z mikrofonom. Ampak dajte malo pogledati, ker zdaj tukaj je meni, mogla bi link najdeti. Bom se malo poigrala, pa vam bom poslala link. To je ta škatlica oziroma ta... Ta pena je bila, ne vem, nekih 40 evrov, pa mikrofon. Vam bom jaz oba linka poslala v skupino. Smo že delili neki link, sam se ne spomnim, kje je. Tam imate mikrofone tudi po 300 evrov, ne rabite. Takega imam jaz, je mislim, da bil 60 evrov stojalom vred, bom najdla link, musiker.si in to peno. In ta pena, mikrofon ima že sam po sebi, mu date lahko kondom gor, ali kako se temu reče, tisto peno, in pa ima mrežco mikrofon. Tako da je moj mikrofon od spredaj zaščiten,
odzadaj za njega na stojalo montiram pa to peno. In ne rabite sobe posebne in tako naprej. Tako da jaz, kadar sem za neke projekte snemala, sem snemala pa v studiu. Ampak se pravim, to je pretiravanje. Ker studio jaz plačujem 25 € na uro, brez obdelave, brez vsega in vas poloh en posnetek košta 50 € po brezveznem. Lahko vse naredite tukaj. Pač investirate, ja, mogoče 100 € na začetku za mikrofon pa peno, ampak še enkrat, ne komplicirajte, če delate za stranke. Za stranke je dovolj telefon. Telefon Audacity nič ne rabite. Prav, res nič ne rabite. Tiste, ki pa hočete malo bolj zakomplicirati, pa pejte v investicijo mikrofona pa pene, ampak to samo v primeru, če boste resno dajali na YouTube, pa ne vem, da hočete, da je posnetek res, da ima ne vem kaj. Prav, ne imeti pa feelinga, da to rabite, ker ne rabite. Ker je res ful škoda denarja, ker za stranke vi v Audacityju, pa z efekti, pa z noise cancellation lahko ful naredite. Pa tudi čudno bo izgledalo, če boste to imela pred stranko naštimano vse. Jaz si to naštimam takrat, ko snemam kakšne za YouTube ali pa tako si pol to naštimam. Drugače je ful brez veze. Bom pa jaz najdla link na Musikerju, ta komplet, ki sem ga jaz kupila, pa vam v skupino dam linke, prav? Cool? Ok. A smo imeli še kaj tehničnega, da ste me sprašvali? Irena, kaj pa je tisti program 17 Heads? 17 Heads. Ko vam pokažem. 17 Heads je ta program, ki ga imate za stranke. Zdaj, jaz imam samo eno dilemo. Ja, čakaj. Ne moram vam pokazati, ker pol se vsa imena strank, ki imajo termine, odprejo, kar pa ni okej. Kaj pa če mogoče samo tako razložiš, kaj je ta 17 Heads sploh, da ne rabimo niti gledati, ampak da nam sam daš neko sliko, da si lahko to predstavljamo, si lahko potem tudi same pogledamo. Čakaj, sej grem lahko tukaj, da se ne vidijo stranke. Evo, lahko, čakaj. Se pravi, 17 Heads je program, ki je narejen prav za terapevte in pa coache, kjer v bistvu vam program vodi celotno pisarno vaše coaching prakse ali pa terapevtske prakse. In načeloma v njega vnašate noter, recimo tukaj so dokumenti in maili, ne? In recimo jaz lahko vpišem nek mail, ne, to je nek mail, krog uspeha in poraza, jaz tukaj to neki stranki pošiljam in v bistvu naštimam, kdaj hočem, da stranka to dobi, ne. Te maile recimo boste dobili od mene. Jaz pol lahko tudi ločam, a gre za njega ali gre za njo, kar je v bistvu v slovenščini dodatno delo in to meni 17 Heads ful lepo omogoča, da če imam jaz moško stranko, on pošle on, ne, verjamem, da še vedno podoživljaš najino srečanje in že redno poslušaš, ne pozabi, čakaj.
No, kje je, da je v on. A veš, jaz sem pomemben, ne? Zaslužim si, izbiram, ne? Da je v moškem spolu napisano. To recimo je meni pri njemu všeč, pol sem imela tukaj maile za neustavljivo, tako da ni. In ustvarjaš workflowe. Recimo, jaz imam, ajde recimo, da pogledamo za RTT, imam recimo za Silver program, jaz točno imam cel workflow, kaj hočem, da stranka dobi. Dobi od mene, ko štartam ta workflow, splošne pogoje, se pravi, dobi pogodbo, dobi potrditev termina, dobi uvodni vprašalnik, potem 2 dni pred terapijo dobi posnetek za sprostitev, potem dobi 1 dan pred terapijo še opomnik o lokaciji, potem on čaka, da imam jaz terapijo, ne? In ko midve oddelava terapijo, grem jaz tukaj, je tak gumbek potem pri stranki in rečem, ja, ne vem, Maša je prišla na terapijo, ko kliknem, da je Maša bila na terapiji, on naprej pošlje posnetek. Pošlje dostop, pošlje opomnik za klic, se pravi, on vse sam dela. Potem imam recimo 21 dni podpore, ne, vsak dan stranka dobi od mene nek mail, odvisno od paketa, na katerem smo, ne. One day after, se pravi, on vse sam dela. Od pogodb pošilja recimo opomnike za termine, opomnike za račune, čakaj, to umakniti. In je v bistvu en tak back office, brez da bi jaz rabila razmišljati, kaj moram komu dati. Imate v bistvu tudi račune, on izdaja, ni da ni, no. Referrals, zdaj tukaj ne bom klikala, da se ne bojo imena strank pokazale, ampak načeloma si predstavljate, kaj dela, ne. Tako da tudi neki to-doji, dokumente, on res v bistvu vse spremlja, recimo tukajle imam takole dol od spodaj, imate recimo pogodbe, ne, splošni pogoji za klasično hipnoterapijo, za RTT, potem so neki vprašalniki, mnenja, samorefleksija, uvodni vprašalnik, ne, in potem. In ko stranka recimo ne odgovori na vprašalnik, on pošlje opomnik, približuje se tvoj termin, vendar od tebe še vedno nismo dobili izpolnjenega vprašalnika. Recimo, ne, take stvari. In to je super, recimo, sploh, kadar imate že malo več strank, je to ful težko spremljati. Ker je toliko ene papirologije, pol sploh recimo, če hočete nuditi stranki še neko dodatno podporo, pa da dobivajo od vas neke maile, je to super. Ampak, saj pravim, tiste, ki imate MailerLite, ne vem, katere boste uporabljale za zbiranje mailing list. To je MailerLite, je super, MailerLite ali pa MailChimp, MailChimp. Meni je MailerLite veliko bolj všeč, tudi cenejši je, ko enkrat presežete 1500 subscriberjev. Mislim, da je do 1500 brezplačen, pa tudi ful je enostaven za uporabljati. In v MailerLiteu vi tudi lahko naštimate te workflowe, da aktivirate neko serijo mailov za neko stranko. Tako da ne rabite v bistvu zdaj 17Headsa. 17Heads pa pride za prvo leto $300 za celo leto, s tem, da morate vedeti, da 17Heads je super, ko je enkrat poln, vam pa vzame nekaj časa, da vi nafilate te maile, vprašalnike in to pa zahteva čas. Ko je enkrat nastavljen, je fenomenalen za uporabljati, ampak na začetku je pa kar obsežno delo, da se vse naštima. Ampak se pravim, na začetku, jaz bi vam rekla, da je zdaj to nepotreben strošek, če pa boste res enkrat prišli do tega, ker
morate vedeti, da sem jaz imela istočasno neustavljivo, ki je imela v enem trenutku, ne vem, 120 članic, meni je vse 17 Hertz vodil, se pravi, on je pošiljal vsak mesec račune, avtomatsko, on je pošiljal opomnike, ne, in to je pol čist, to bi ena oseba delala, sam to. Tako da v takih primerih, sploh če boste kakšna spletna članstva delale, pol razmišljajte o takem programu. Zaenkrat je to brezpotreben strošek. Je dejansko neka administracija, ki dela v ozadju zakon in ne rabi zaposlenega. Veliko cnej kot en zaposleni. Ja, jaz sem sama vodila, se pravi, jaz dokler ni res, da je šola toliko zavzela enega dodatnega mojega časa, prej je bila pri meni Lena zaposlena za par ur tedensko, da sva delale kakšne take stvari, administracija, pa to je meni vse 17 Hertz vodil. In on se zna tudi plačilo, sicer TRR je ne, ampak ker sem imela jaz več ali manj kartice, je on recimo, ne vem, ko je Maja klikala pa plačala račun, on pošlje račun in ti da link za plačilo, gumb, ne, in ti, ne vem, Maja klikne, pele prek kartičnega plačila in on avtomatsko označi meni, da je račun plačan in pošlje Maji, Maja, hvala ti za plačilo, itd., itd. Jaz dobim pa recimo mail, pa reče, ne vem, Maruša, Daniela, Maja in Marjanca so v zamudi s plačilom. Ampak jaz se s tem ne ukvarjam, zato ker vem, da bo on njim čez 5 dni poslal mail, ne, verjamem, da si spregledala plačilo, te maile smo mi pisali, pošiljam ti prijazni opomnik, da je valuta čez. In to je vse on vodil. Veš, koliko je to pošparanega enega dela. Se pravi, jaz nisem s financami imela opravka. Vse je on v bistvu rihtal. Jaz bi vprašala, a omogoča feedback mail, v smislu, če stranka odgovori, sem plačala ali karkoli, če odgovori. Ja, dobiš pa ti na svoj mail. Ja. On pošilja, pa da pošiljaš ti. Ja, razumem. Ja. Razumem sistem. Sam me je zanimalo, če je feedback tudi, ali je generičen, na katerega ne moreš. Ja. Ti dobiš potem mail na svoj mail. Ja. Zdaj, razen, če bi ti hotela za 17 Hertz imeti, jaz takrat nisem imela, ampak sem imela kar svoj mail. Ne? Se pravi, ko so šli računi enako, kot da bi jih jaz iz svojega maila pošiljala. Ne? Vem pa, da moje kolegice v tujini imajo poseben mail odprt, ne? Samo meni je bilo ful zoprno, bi bilo meni spremljati pol 2 maila, a veš, da kar ti odgovarjajo na tega, bi to drugam leteli, ne pa na moj mail. Tako da načeloma pa lahko imaš, ne vem, kot da bi rekla, finance@maja.com, pa iz tega maila leti. Tako da to sama naštimaš, kjer mail želiš. Glej, tiste, ki razmišljate o nekih spletnih članstvih, takih stvareh, razmislite. Drugač pa je trenutno, ker je res obsežen in veliko vam olajša stvari. Ne? A veš, ker ne rabiš pol vsak mesec razmišljati, kjera se vpisuje, kjera se ne vpisuje, ne, res je v bistvu full avtomatizacija. Tako da je, kar se tega tiče, vrhunski program. Ker pol naslednje leto, prvo leto je bil 300, naslednje leto je pa pol 600, ne, se pravi je, mene pride $50 na mesec, kar spet ni veliko glede na to, kaj on naredi. Ne, to je, ne vem, 45 evrov na mesec jaz v bistvu to tajnico plačujem, ne, v narekovajih. Ja. Kar pa spet po en stran ni veliko, glede na to, koliko on naredi v ozadju. Tako. In vi ga lahko čist prilagodite na slovenščino. Kljub temu, da je to ameriški program, gumbe pa vse preimenujete. Imate pa lahko 2 jezika, jaz imam angleškega pa slovenskega, se pravi, ko imam angleško stranko, pošilja angleške stvari, ko je slovenska stranka, pošilja slovenske stvari. Tako da 2 jezika imate za to eno ceno. Tako da tudi v bistvu stranke slovenske
ne vejo, da program ni, ne. Tako da račune imate noter, vse imate lahko noter. Tako da je ful v bistvu, kar se tega tiče, je top. Karin, ti si bila že v neustavljivi, ki je 17 Heads še pošiljal, ne? Sam ne vem, po moje nisi opazila. Tako da. Ful. A smo? Lahko enkrat še malo ta MailerLite pogledamo v priliki, kako se maili zbirajo. Zdaj, kaj bolj tehnično, spletne strani, pa to pa mogoče bom videla, če bi koga tako dobila, ampak načeloma lahko vam dam kakšne kontakte. Imam eno super punco, ki dela spletne strani, tudi cenovno bom rekla, neugodna, ampak v primerjavi z drugimi pa ful je učinkovita. Tako da kakšne take stvari, če boste rabile, vprašajte. Če ne poznate, kakšno grafično oblikovanje, je moja Saša super. Tako da, če kakšne take kontakte rabite, kar povejte. Okay. Drugače pa Katja dela spletne strani, je super. Katja Petrun, vam lahko njen kontakt posredujem za kakšne take stvari, tehnične in tako. Tako da. Cool. To je to. Vse smo bile 2 urice. Mater smo bile učinkovite danes. Tako da, ful hvala, ker ste bile prisotne. Posnetek bomo naložile. Če pa karkoli, kar napišite v skupino, če želite, da še kaj pogledamo skupaj. Pa bomo takole en tak Zoom nepričakovan udarile, pa gremo malo čez stvari. Je prav? Če nič od tega ne implementirate, pa samo podpise v maile naredite, si boste že ful enega časa prišparali. Tako da, lepo bote. Marjanca, Hvala. Enako. živej. Ja, Ajde, Hvala. čau. Hvala, adijo. Hvala. hvala.